Za enega kolega poznam Grega, ko je na televiziji, en Gregor, ko je tudi špila neke inštrumente, pa dobro nekaj samo. Znaš, mi je prav, ko se ene znanstvenike so šli snemat, ne. Tam je bilo po televiziji, nisi. Kaj Svok tudi? Svok je tudi? Ne, tudi. V večjem številu, kot je to običaj, ozirom na to, da praznujemo en zelo pomemben dogodek v zgodovini kluba. Od 87 let je kar 87 let Peter tukaj šefoval, tako da v bistvu je to praktično več kot četrt stoletja, ko je kraljeval na tem našem ljubem placu. Zato se spodobi seveda, da me vsaj par minut potrpite na tem mrazu, pa da rečemo nekaj spodbudnih besed za nazaj, pa tudi za naprej. V glavnem je z vidika seveda tega, kar smo v našem klubu do sedaj delali, praktično večina strokovnega dela seveda temeljila predvsem na upravniku. In moramo reči, da v tem zadnjem obdobju, ko je Peter vodil klub, smo zgodovinsko doživeli kar nekaj vzponov in padcev. Se spomnimo še socializma, ko je bilo vse lepo, smo se radi imeli, ni bilo nobenih finančnih problemov, letenje je bilo zastonj. Potem je prišlo obdobje, ko je bila kar splošna kriza v slovenskem letalstvu. Bili smo med prvimi klubi, takoj za lestami, ko smo začeli delati v delavnici in tudi na razne druge načine. No, preživeli smo tudi osvobodilno vojno leta 90 in v bistvu tisto prvo leto, drugo leto krize, ko smo se morali iz jugoslovanskega območja, ko je bila pač država odstopa do konca 500-kilometrskega preleta do Vršca, preusmeriti na to naše ožje območje. Smo kar par let iskali, da smo najdeli trikotnik 500 znotraj teh meja tudi. In lahko danes rečemo, da smo v bistvu doživeli tudi v tej naši novi državi na področju letalstva kar dober razcvet. Danes organiziramo prvenstvo čez mejo na Madžarskem, že drugo leto, tudi letenje v tujini, drugi tujini nam ni tuje, tako da ni bojazni, da bi v bistvu tudi v bodoče ne imeli veselja tako na našem domačem terenu, kot tudi druge. Vsa ta leta je podpiral ta prizadevanje in tudi strokovno vodil Peter. Kot vsak odnos do šefa, tako smo tudi včasih našega Petra šefa čudno gledali, nam ni bilo vse prav, kar je naredil, ampak to je tako doma, če te kdo komandira, tako je v službi, vedno je pač šef tisti, na katerega smo jezni. Ja, in na koncu ima tudi prav. Vseeno, v bistvu po vsem tem lahko rečemo, da glede na to, kakve so razmere v drugih slovenskih klubih, kako se druge imajo, tisti, ki hodite po drugih klubih, vsi pravite, da v bistvu pri nas je strokovno delo na visokem nivoju, da je v bistvu letenje na visokem nivoju, da letimo široko, visoko, dolgo. Gotovo je to tudi Petrova zasluga, zato je seveda prav, da mu danes izrečemo
eno tako zahvalo, čeprav Peter je sam rekel, da govori se na pogrebih, drugje. Vsaka taka stvar je zaključek enega obdobja, pač zahteva, da se nekaj reče in da se tudi pogleda naprej. Glede na to, kako je izgleda, da bo Peter zaključeval svoje obdobje, je bilo veliko razmišljeno, kaj bo tisto, kar bo recimo pustil zanamcem. Pa je bilo en čas, da bo pisarno uredil, da bo nov upravnik prišel v lepe prostore. Pa smo rekli, da bomo naredili tamle nadstrešek, da bomo imeli za obrtnike in ostale družabne prireditve, primerne prostore. Kot veste, že 4 leta nekako urejamo tudi zemljiško, tele naše parcele pa lastništvo. Lahko vam sporočim, da je bilo v uradnem listu 19. decembra zdaj objavljen, popravljen odlok o javnih športnih objektih, kjer je zdaj predvideno, da je zemljišče javnega športnega objekta tam od mosta do steze, cela steza okrog, pa 15 metrov naprej tenis igrišče tudi gor do steze, to je približno 16 hektarov. To je v bistvu zdaj, če ne bo nobene pritožbe, z ozirom na to, da je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije dal pisno soglasje, da se tem strinja, računamo, da se drug ne bo pritožil. S tem to postaja potem last mestne občine Celje. To, kar je v bistvu to od tenis igrišča, pa kar je asfaltirano tle, je last aerokluba, to itak veste. No in na ta način bi v bistvu potem tudi, ker je to javni športni objekt, zelo verjetno, čeprav seveda ti, ki denacionalizacijo urejajo, zelo verjetno ne bo prišlo do vračila v naravi, ker je pač javni interes in bi naj v bistvu te upravičenci, ki jih od teh 16 hektarjev jih je kar 7 pod zahtevki. Sad bi stalo kar precej, sem investiral nekaj več in na ta način dobilim ga bolj visoko sposobnega doseda, ki bo omogočil tudi višjo kakovost letenja in kakovost. Še kdaj pot na letališče, tudi potem, ko bo tale primopredaja pa uvajanje Boruta, pa tele formalnosti počasi mimo. Z ozirom na to, da bi seveda našel, smo pa oziroma so tisti, ki so pač pripravljali tole na našem protokol, bo nabavil eno tako darilo. Vozi iz Hudinje v Levec in vozi tudi iz Hudinje na Kozjansko. Z ozirom na to, da je Peter po duši jadralni pilot, nima motorja, ker se ne bi spodobil, da bi bilo, mora biti tak na zračni pogon, pa na sapo, pa zavore se pa je trojni ABS, tako da... Štange pa nima. Svojo pravo! Veš kaj, mislim, da si tak mlad šel v penzijo, da še tvoja štanga drži. Ko bo zmanjkaj sape, je tam za rezervo, znatne količine, ravno paše viri narjeno. Tako da, evo, Peter, hvala lepa za vsa ta leta članstva v klubu, dela v klubu, druženja, truda, ki si ga vložil. Veliko tega, kar danes imamo, je tvoja zasluga. Jaz upam, da boš z veseljem prišel med nas, ne po službi in dolžnosti, v pomoč ti je to. Upam, da bi ti tudi zdravje služilo, da se zašla. Tako, vsa pa ne. Evo, pa vse ne. V imenu Sveta letalske šole bi samo par besed povedal. Kot veste, Peter je pri meni začel kot modelar, ko je bil še v osnovni šoli. No, in zdaj odhaja v penzijo. Tudi jaz sem
približno istočasno za penzijo nagural, a ne? Glejte, ko smo začeli, je bila tule vaja Olimpija, bebica čavka pa sem pa tja, ne? Zdaj imamo jadralna letala, Peter odhaja s čudovito popotnico, skupaj smo naredila 500, tudi tu smo dokazali, da nekaj znamo, pa smo cele naprej popeljali, poleg Markota, Črta, Ferenca, pa teh, ko so pred nami naredili. Kot veste, je Erasmus 28 v Afriki naredil prelet 1000 km, 1023 km, sicer na dvosedu, nažalost ni za značko. In mislim, da je to Petro ena lepa popotnica v penzion, a ne? Da je dejansko Aeroklub spravil na tisto točko, preko katere je pa že naslednja marka. Da ne bom pesimist, že res ne vem, katera generacija bo tisto naslednjo pri nas naredila, glede na razmere. Vsekakor mislim, da če bi jaz na njegov mesto v penzijo odhajal, bi rekel, 1000 km bo vesel tam noter na zidu, naredil sem tisto, za kjer se splača. In mislim, da je imeno članov Peter, hvala lepa za vse tiste dneve, ko si tule preživel, pa ko so pravzaprav vsi tile, no vsi ne, ampak 3/4 tehle, ki je zrasli, kot da so tvoji otroci. So prišli še skoraj v Planicah na aerodrom, zdaj imajo pa že tudi eni otroke, eni pa že mende vnuke. No. Še enkrat hvala lepa. Spet na Valbol se vzal del, ker glejte, kaj imam tule. Evo, prosim. Čovjek, čučet prosim. Gledaj, čovjek, ti bo dobo malo. Evo, tole ti predajam tudi v teh stvari in ti predajam v upravljanje celo stvar. Bi se ve, kdo vkusi. Prosim, vas pa prosim, da mene nehate, se neko hecam, ne zmerjate se šefom, zdaj ste dobili novega šefa. Dobro, a praviš? Peter. Če je kje izpil, da širak. Da bo bolj gospod Bojanović v penzijo ponovno odpeljal. Janja! Na svetla bodočnost. Na svetla bodočnost. Čuj, daj Janjo, no? Ja se pride, že pride. Opet! Ja, tudi se ga tajnico, pa pazi, kam boste šli prestajati. Bomo dobro. Bomo šli na Repošk šli tam. Prevoz imamo domov. Ja, to ti spadi smer, lej. Pa nisi neč na zemljo prevezan. Tisto na zakasno. Adio! Peter! Šime, lega. Vili, Kaj se zdaj tala? Da bi se v naslednjem letu računalnik napal. Trupla pa nimajo. Ste ga spravili penzijo ali ne? Vendar še ima tam 10 ur, ne? Ja. 10 ur še ima, točno. Jaz imam pa še 11 dni. Res? Dobri. 11. januarja imam.